Dobrodošli vsi nazaj v nov video in danes bomo imeli en poseben video, ker ta video je bil zelo requested in zelo je tak osnoven video in verjamem tudi, da ki niste requestili tega videa, vas bo to tudi zanimalo. No? In danes bomo govorili, kako v bistvu investirati vaših prvih 1000 evrov. Kje začeti, kaj sploh narediti za vašo prvo tako vsoto, ki ni lih samo 100 evrov. Sprav, kaj bi jaz osebno iz mojih izkušenj, pa verjamem, da tudi veliko drugih uspešnih ljudi bi vam približno similar, tako, kako bi jaz rekel, priporočal. Danes bomo pogledali najboljših par stvari, ki jih lahko vi naredite s vašimi prvimi 1000 evri. No, pa začnimo. Prvo, preden začnemo, bi rad sam še rekel, da je to čisto odvisno od vaše situacije, se pravi od vaše službe, od vašega incoma, od overall vašega lifestyla. Jaz bom samo povedal, kaj tako na splošno se meni zdi, da je najboljši način, da investirate prvih 1000 evrov. No, pa kar začnimo z najbolj tako, kako bi jaz rekel, korni, neko tako osnovno stvarjo, ki vam jo po moje vsi rečejo, ampak to je, da investirate teh 1000 evrov vase, v vaš knowledge, se pravi za knjige, seminarje, kakšne kurse na temo, ki vam ustreza, ki vam zanima, ki bi se vi radi z njo v življenju ukvarjali. Ker, če verjamete ali pa ne, najboljši return on investment pri 1000 evrih je, če investirate v svoj knowledge. In nič drugega ne bo toliko vredno, kakor to. No. Druga stvar, ki je po moje najboljša sploh za prvih 1000 evrov, je, da investiraš v svoj biznis. Tako da zdaj predno vsi govorite v svoj biznis, tudi vsak reče, ja, tudi to je v bistvu najboljša šola za vas. Prav, da ne vem, karkoli delate, če hočete kaj prodajati, da investirate v svoj website, da investirate v kakšne dodatne pomočnike, da investirate mogoče v aplikacijo, če jo rabite, da zažene vaš biznis. V karkoli, kar ima veze z vašim biznisom. Največkrat se tukaj tudi zgubi teh 1000 evrov, sploh zaradi tega, ker 1000 evrov nekako ni dosti, da bi naredili vse, kakor je treba, ampak ta experience, ki ga boste dobili s temi 1000 evri, je neprecenljiv. In tudi vse napake, ki jih boste naredili, če boste recimo investirali v spletno stran prvih 1000 evrov, teh napak nikoli več v življenju ne boste ponovili, ker se boste res v praksi naučili. Tako da jaz mislim, da je to tudi ena najboljših stvari, no, da investiraš v svoj biznis, v nekaj, kar bo pomagalo growati tvoj biznis, kar bo naredil tvoj biznis bolj legit, bolj trden. No. Tretja stvar, ki ima sicer najmanjši return on investment, ima pa tudi nekako rečeno najmanjši risk. No. Čeprav to je debatable s prvo stvarjo, ampak vseeno, teh 1000 evrov lahko investirate v kakšen low fee index fund. Povprečen return na leto je od 7 do 8%, se pravi vaših 1000 evrov lahko na let naredi od 70 do 80 evrov s tem, da investirate v index fund. Kar je tudi tako, kar skoraj ni nič in se mi zdi, da tako, če res ne mislite, da teh 1000 evrov počakati zelo veliko let, se vam to skoraj ne splača, ker v bistvu karkoli naredite tako zase, kakor je vaš biznis, vaše znanje, bo ful večji return on investment, sploh na toliko majhno vsoto, kakor je 1000 evrov. Četrta stvar, ki je pa bolj pomembna tej tretji stvari, je pa ima malo večji risk, pa malo večji return in to je pa, da v bistvu investirate v individual stocks, se pravi, ne vem, Apple, Microsoft, Google, te, ki so še najmanj risk. No, tle pa malo večji return, je pa tudi malo večji risk, ker te pa res lahko ful padejo. Mislim, to lahko bolj pade, kot kakšni index fundi, no, tako v teoriji. Oboje lahko ful pade, no, da ne boste narobe razumeli. No, pri tem morate pa tudi ful paziti, da ne tradate z emocijami, zaradi tega, ker ne smete selati, ne smete biti greedy. Pri tradanju je zelo pomembno, no, da ne vključuje svojih čustev, da samo tradaš po vaši strategiji, po vaših informacijah, ki jih imate, no, da se v bistvu ne spreminjate plana sproti, ker to vas bo na dolgi rok sam uničil. To so bile 4 stvari, kako investirati vaših prvih 1000 evrov. Če vam je bil všeč ta video, smash that like button, nujno followi na Instagramu, vse o denarju, big content, big updates, crypto updates, everything, man, go follow that shit in ja, se vidimo v naslednjem videu.